Taxi Show, Radio Robin. Novembra, kar pomeni, da se v Robinovem studiu na polno praznuje Martinovo. Dobro jutro vsem. Dobro jutro. Tjaša Božič na harmoniki, dobro jutro. Ja, in celo jutro bo pestro z različnimi gosti, ki so kakorkoli povezani z martinovanjem. Zdaj ni z nami nobenega Martina, so pa briške žene in dekleta. Z nami so Silvestra, Marija in Nataša. Dobro jutro tudi vam. Dobro jutro. Ja, kako ste? Ja, odlično. Odlično, pri vsej teh dobrotah, ne? Moramo reči, da ste se lepo zrihtele. Je tu prav kakšna briška noša? Smo pa vzeli eno nošo, ki so jo hitro po vojni prinesle ženske, ki so bile tudi v Avstriji, ki so gor si služile kruh. In to je ena malo priredba nam v Brdih, da niso bile te ženske zmeri samo v delovsko oblečene, smo se poštimali tudi malo bolj na pražnje, smo pa obdržali te stare običaje, pač neka čipka, trakec, lajbič oziroma brezrokavnik, krilo temno krilo z majhnimi rožicami. In tako pa smo pokombinirali, da držimo malo staro in malo novo. No, tako. Zelo lepo. Kaj ste nam prinesli? Lepo diši? Same domače dobrote? Tako je, prinesli smo domač kruh, kruh z Izabele, kostanj kuhan, pituralke, kuhane v vinu, bela polenta, seveda domač šalam ne sme manjkati, skrivamo pa še dve dobroti, bomo povedali pa več kasno. Imajo tudi nekaj tradicionalnih stvari, zdaj imamo, pač tu je bil ta križ Varuiga, sestavljen iz 13 koščkov trte, tu se je ponavadi za Martina objeslo za sod, da je pač nastalo dobro vino. Imamo pa tudi temu se je reklo tercent. In imamo tudi martinc, to je bilo pa jabolko, v katero se je dalo tipična zelišča in to jabolko je gospodinja dala na sod. Zdaj, če je jabolko ostalo lepo, je pomenilo, da bo vino dobro. Če je pa zhnilo, to ni bil dober znak in je pomenilo, da bo treba s tem vinom še dosti delati. Zdaj so se ti listki malo posušili, zato ker niso na sodu, ne, tako da so žejni, ampak ko bo prišel vinar, si bo tudi ta naša jabka opomogla. No, evo. Sicer pa imate kakšne posebne običaje pri vas v Brdih na Martinovo? Da bi vedela posebnih običajev, ponavadi se je ob tem novem vinu združila družina, se je zbrala na kup in pač pomembna je bila družina, no, da se je vse to delo čez leto, da so se te sadovi pol uživali, ne. Tako. Mislim, da je bila družina, druženje in... Tudi ste kaj tudi zaplesali, tako? Dobro, mi zdaj po novem ne plešemo, ma sigurno je bil kak dober običaj, vino je ljudi sprostilo in je bil žur, ne? Pa tudi zdaj se zapleše, kadar je dober žur. Evo, in zaplesali bomo že v nadaljevanju, takoj po naslednji ritme harmonike obljubljamo. Je tako, Suska? Tako je. To leto bo moje oziroma današnje Martinovo. 14:07. Dobro jutro, ostanite z nami. Martina, ko se mož spremenil v vino. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami. Jutro. Z nami pa briške žene in dekleta v posebnih narodnih nošah, ki so nam v studio dostavile Martinove dobrote. Če ste lihkar odprli radio, morate vedeti, da tle tako diši. Diši in prav malo so nas podražile s temi klobasami, zeljem. Ja, seveda pa je del vsakega Martinovega tudi harmonika in mi smo zato poklicali tisto, ki jo na Robinu že vsi dobro poznamo, našo domačinko s Cuela, Tjaša Božič. Dobro jutro! Dobro jutro! Kako si? Odlično, kako pa ne boš na Martinovo? Ja, seveda. Za tabo je verjetno že kar pester Martinov vikend, ali se motim? Ja, sobota je bila kar pestra, sem kar se naigrala, sem imela lušten, ja. Ja. Kaj zate recimo pomeni Martinovo? Kako
glasbeniki vidite ta običaj? Je to deloven dan ali se tudi lahko kaj sprostite? Bi rekla, da je za glasbenike tu kar deloven dan, je kar veliko špilov, velike zabav, ampak super, glasbenikom je to všečno. No, tako je prav, ne? Koliko vina Muskonter spije na veselici? Ja, nič na veselici, ker je igra nič. Okay, boš med muziko nam povedala, koliko je realno. Katero vino je recimo tebi najljubše? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Ja. Tvoja, Suska? Kar je. Sam da ti kateri je pa tisti hit, ki ne sme manjkati na Svetega Martina, že na vse zgodaj? Mislim, da je pa ta. Tjaša Božič na svoji harmoniki uživo na tole Martinovo jutro. Še bomo raztezali meh, ne hodite daleč, tudi klobase bomo rezali. Je tako, briške žene in dekleta, ostanite na stotki. Torkovo jutro na Svetega Martina, ko se mož spremeni v vino, Sandi in Suska sva z vami, dobro jutro. Jutro. Z nami pa briške žene in dekleta s posebnimi narodnimi nošami, oziroma v njih so oblečene. Lepe so. Lepe, take črn lajbič, črn predpasnik, rdeče krilo, bela srajčka in vse sorte enih, kako se reče? Čipkice so in trakci. Ja, če ste se nam pravkar pridružili, naj povem, da nam ta vojn lahko zavidate. Zdaj bomo bajede rezali klobase, ki so prišle še horke z termosa. Kaj so letošnje? Verjetno ja, ne? Ste imeli že koline gor? So. Smo. Koliko je vakalo? To bom mogla povedati, pa tista, ki je prinesla. 150 kil, dobro je. In polenta ne sme manjkati, ne, Silvestra, pravite? Absolutno ne sme manjkati. Zdaj pri nas je običaj že toliko let, da je polenta bela. Aha. Prav iz belega sirka. Dobro. Tisto rumeno se pri nas po užance metalo za praste, ne? Ja, zato da ima pol 150 kil, ne? Tako, da rate lepa klobasa in dober šalam. Je pa prav poseben običaj za rezanje te naše polente. Zdaj za tistih, ki ne bojo videli, bom malo razložila. Se pravi, polentico se je ponavadi dalo na en lesen podstavek, dobro, mi imamo danes krožnik, tako da je bila take lepe polkrožne oblike in uporabljalo se je cviren, ki se ga je zavilo okrog prsta, da si imel pač boljši oprijem, in odgreš s to nitko pod polento in zarežeš navzgor. Tako da je ratela ena taka lepa fetca. Zdaj bomo videli, če mi bo uspelo, ker je malo globok krožnik. Ekola, zdaj sem naredila kot eno sotileto. Ne, pa gremo s te strani. Tako tanko fetko. To je nitka za cviren, no, po domače. Ekola. Bomo je se odmaknila. Ekoče. In ratala lepa fetka. Sicer pa, kaj še ne sme manjkati na briških mizah za Martina? Nekaj smo pozabili mende povedati. Kje smo pozabili povedati? Ja, vino! Vidiš, nazaj. Ja, man, je še 10 ur. Ja, ne še 10, Kje ima Martinova, dej? Kakšno vino se pije v Brdih? Ja, pravilno, edino te pravo je rebula, ne, naša avtohtona. Aha. Torej, vaša avtohtona, kakšna letošnja letina menda ste zadovoljni? Abondant se reče tem. Abondant. Abondante, bi rekli Italijani. Puhno in dobro. Puhno in dobro, in ko se je in pije, se še kaj zapleše. Z nami je Tjaša Božič, svojo harmoniko, kjer bomo zašpilali? Dekle iz Ribence. Dekle iz Ribence. Martinovanje na Radio Nobel.
In seveda Martinovanje na Robinu. Hvala, ker ste z nami. Martinjujte v naši družbi še naprej. Renato Vinček. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami. Z nami pa briške žene in dekleta v posebnih narodnih nošah, ki so nam v studio dostavile Martinove dobrote. Če ste se nam pravkar pridružili, naj povem, da nam lahko zavidate ta vojn. Ja, verjetno pa ni za zavideti naslednji Martinov kviz. Res je ali ni res? Ja. Suska vam bo pripravila, oziroma vam je pripravila vprašanja, ve pa boste mogli povedati, ali vprašanja se navezujejo na Martinovo in na Goriška Brda, če ta vprašanja držijo, no. A zastope ste? Res je, ne? Tako. Res je. Ste pripravljene? Gremo. Prvo vprašanje. Prvi kozarček vina mora vedno popiti moški. Res je. Res je, a res? Taki, ne? A to je kakšna tradicija v Brdih? Ja, ben. Žena pole komandire, kako lahko še boj poprave, ne? Dobro, ne bo res. Strinjamo, ne bo res. Na Martinovanje obvezno prines klobase in repo. Res je, seveda. Res? Tradicionalna jed, ja, klobasa repa. Briške žene so najboljše v pripravi domačega kruha in paljente in klobas. Absolutno. Res je. Evo, pravilno. Vse brike. Vse breke, dobro. Star pregovor pravi, za sveti Martin zvečer bo rin tin tin. Kaj to za pregovor? Kaj to drži ali ne drži? Ja, ben. So malo pogledle, posvetovale. Mar dobro vino. Res je. Borin Tintin danes. Rin tin tin. Rebula se ponavadi pije mlada, sveža in hladna. Res je. Prva. Ma zmeri se pije. A tudi bi stara, če je. Tudi malo zastarana, tista še bula. Tista arhivska. No, tako res je. Briške žene in dekleta vedno tekmujejo, katera bo prinesla največ vina s sabo. Tekmujete med sabo? Ne. Ne, Torej? tekmujemo. Ni res. Ni res, pravilno. Ni res. Zelen je tipična sorta za Brda. Ma čakaj, ki blode. Hola! Ni res. Bravo. Zdaj so se uhrele. Vsak obiskovalec Martinovanja na koncu obleži. Ne, ma ne prav vsak, da. No, zdaj pa še neuradno. Jang ne. A tudi ne. Aha, podrži brika, ne. tako, Držimo okej. 3 kantone, ne, pa podržimo tudi za Martinovo. Tako. Na Martinovo se lahko kuša samo vino z Brd. V Brdih, ja. In to je pravilno odgovor, res je. Pa veste, prava enciklopedija, ne? Po Martinovanju in Brdih. Še preden pa vam rečemo adijo, pa me zanima, kaj je čafijač. Čafajač. Čafajač, Suska, ti bi vedela, kaj je čafajač. Ja, vem, no, kaj je. boš pol povedala, oziroma bomo preverili, če je to Prav. res. Z nami pa tudi Tjaša Božič, svojo harmoniko, katero bomo slišali. Eno ob koncu tedna, ob koncu tedna so najboljša Martinovanja. Seveda, in to bo ta konec tedna. Tjaša Božič, z njo pa tudi njen Bine. Dobro jutro, Jutro. torkovo Martinovo jutro, 11. novembra smo, ko se na Robinu praznuje Martinovo. Z nami seveda briške žene, dekleta, ki so nas počastila s tradicionalnimi Martinovimi dobrotami. Ma sej, zdaj, ko boste, zdaj gremo počasih konci, sej tudi Režejo klepi šalam. ste, ali...
Pestiste tle za jest, ali tu je... Pestimo. Dobro, ne, ker tudi ko kamer ne bo, jaz upam, da ne boste kar tekle in vse spraznili, ne. Ja, seveda pa ne moramo mimo tega, ne, da ne zvemo, kaj pomeni čafijač. Čafijač, Susko zanima, se jaz vem, Mavena ne ve. Kaj je čafijač? Silvestra. A moramo mi razložiti? Ja, seveda. Čafajač se reče, kadar je zelo močno, soparno, k mete dol, bi se rekla pri nas, ker tako težko zračje, ponavadi polijati s to močno vlaho, ne? Zdaj v našem studiu ti je čafajač. Ja, čafajač, ki ga oddaji te horke klobase, višno. Ja, ampak seveda je pa za Brda najbolj znan tudi slogan vsak patk disko. Kje prošti je ta disko, da mi je vedeti, ob kateri uri ob petkih pridemo? Ja, to z Martinovo v kakšni kleti je lahko patk vsak dan, ne? Ja. In tudi dansko je torek na tole Martinovo jutro. Kaj bomo še povedali za konec? Ja, neč pridta v Brde, jaz tam pet, ne? Jaz tim pet, tako je prav in še harmonko moramo raztegniti meh. Hvala lepa briške žene in dekleta, da ste prišle, bomo zdaj še malo piknili. Hvala tudi tebi, Tjaša, ki si prišla svojo harmonko. Kjera bo za konec? Za konec bo pa moja v koruzi, zdaj bo imela že skoraj 1 milijon, tako da pol Slovenija pozna, upam, da ste vi med njimi. Absolutno! Tam v koruzi gori so se šparala, sve so si dala, ti mi došalala. Tam v koruzi gori mi trajala, naša se puno srca. Bog se odsisni ustavljuje, za telefon smo vprašal me. Dio sem obraz, se srame žive sem jasna, to pa me je od tega opasno. Traktorju kuma je počila, na polju sama se znašla sva. Ja, kaj pa bomo sedaj, naprej ne gre, ne nazaj, ne rodo ne bomo šla. Sedaj odskoči škode, zato je prav zore. Tam v koruzi gori so se šparala, vse so se dala, ti mi došalala. Tam v koruzi gori mi romantika trajala, naša se puno srca. Martinovanje na Robinu, ostanite z nami. Čau, čau. Makej si šel.